Čau, pozdravljeni spet na mojem kanalu. Tema današnjega vloga bo moje potovanje v Barcelono. In začela bom najprej kar pri nakupu letalskih kart. Že tako dobim 1001 vprašanje na Instagramu, koliko sem dala za karto, kje sem jo kupila, itd. No, da razčistimo nekaj najprej. Karte zelo varirajo. Torej, od letnega časa do dneva v tednu, med vikendi je ponovadi dražji, med tednom je ponovadi cenejše, itd. Potem, a boste šli z nizkocenovci, z ne vem čemu sem. Tako da take vprašanja, ja. Skratka, jaz ko kupujem na Skyscannerju ponavadi, to v bistvu je kot neka stran, ki ti zbrska in najde najcenejšo karto. Potem druga stran, vedno še katero preverjam, je Mimondo, tako da te dve nekako kombiniram med sabo, včasih grem pol še direktno na to letalsko družbo primerjati vse te cene in se potem odločam, kdaj točno bom potovala. Tako da, to je ta odgovor na to vprašanje, kje kupiti karto. Koliko stane je pa, kot sem že rekla, zelo odvisno od samega časa. Koliko prej kupite tudi karto, lahko je tudi v zadnjem trenutku jo dobite tudi ugodno, tako da čisto odvisno, če so kakšni zadnji izidci, znajo dati tudi nižje cene. Tako da, torej se vse zelo varira in ni nekega generalnega odgovora, koliko karta stane. Druga stvar je potem izbira hotela. Booking je kar taka neka zanesljiva varianta, preko katere jaz ponavadi bukiram svoje hotele, apartmaje, karkoli že, pač kamorkoli potujem. Včasih sem sploh rada uporabljala Airbnb, sploh če nas potuje več kot dva, recimo če so 3, 4, 5 ljudi, je pol ful dobro na Airbnb-u, ko lahko vzameš recimo celo stanovanje in pač bivaš, lahko imaš pol si najdeš kaj tazga hudega z bazenom itd. Spet tukaj me ljudje sprašujejo, koliko si dala za spanje, Mislim, se vi odločate, koliko boste dala za spanje, Mislim, vsak se je postavil nek budžet, ki ga ima in na podlagi tega, kar hoče in želja, v bistvu pol odločaš, kje boš bil, koliko boš dolg, kje boš spal itd. Meni je vedno najbolj pomembna lokacija, valjda, da je dobra, da ne zgubljam še tukaj in časa in denarja v temu. Zdaj recimo v Barceloni sem ful gledala zato, da je bazen, da je terasa, da je lep pogled. Tako da, čisto odvisno, kaj so vaše preference. Čaka me še vse skupaj spakirati in to je v bistvu tudi za trenutno zame osebno najtežji del, zaradi tega, ker vem, da bom še na potovanju mogla narediti toliko in toliko nekih fotk za na Instagramu in potem razmišljam valjda o stylingih, ker je to v meni, ker v bistvu to tudi prezentiram na svojem Instagramu, tako da sploh nočem razmišljati in če bi lahko, bi enega najela, da to naredi namesto mene. Evo, tako da grem zdaj pakirati in glejte, da vidimo, kako se bo tole končalo. Model prešvicane, brez make-upa, ker ni bilo tako v planu. Kufr pa, tole mi je ostalo v roki, tako da malo v bistvu upam, da bo preživel še ta let. Ker če se mi odpre direkt tamle pred uno gospo na šalterju ali karkoli že je, se javimo, ko pridemo v Barco. Hola! ¿Qué tal? To je vse, kar znam v španščini. Prispeli smo v Barcelono in to je pogled z najnega hotela. Znamenitosti v sončni Barceloni. Že drugič se nam je zgodil, da smo prišli in je pač razprodan, tako da danes sem si mislila iti pogledati Güell Park in karte so razprodane. Hodila svet v muzej od Picassoja, karte so razprodane. Tako da prvomajski prazniki, ne vem, če je pameten, ali pa rezervirajte vse vnaprej, bo videli, kam lahko zdaj pridemo glede na nastalo situacijo. No vemo, me da potegoni. Razgled je fenomenalen, čeprav kamera tega mogoče ne ujame. Kot papir jame.
vsaj sprehajaš se lahko po tem. Jaz sem bila tukaj prvič leta 2007, meni se zdi. Takrat je bilo tle še vse, si šel lahko noter za stol. Vse, kar je zdaj tle, vidim, da under construction. To je bilo vse v bistvu tako, ena terasca. Se vsedo sliko, zdaj pa toliko turistov mrgoli, da sploh zraven ne moč prijeti. Vse je razprodan, pa še razkopan. Prav žalostno za gledati. Po mojem je to pretiran turizem naredil. Verjetno. Milijon ljudi mrgoli. Ne je imel dospod s tema Doroteja. Sagrada Familia, še eno delo, ki ga je nujno zelo videti v Barceloni. Vstopnice so spet razprodane, sicer zato sem vedela, ker je potrebno jih rezervirati kar nekaj časa vnaprej, ampak je že do zunaj fenomenalna. Noro, če obožujete arhitekturo, to morate videti. No, tole ne bi bila restauracija z največ reviewsi na TripAdvisorju in ja, ne sprejema rezervacij. Zato je taka gužba. Kaj praviš, Doroteja? Da čim prej prijeva na mesto. Ni najbolj navdušena, ne? Evo ga, to je tale vrstica pred nama. Da vidimo, kaj se tukaj dogaja. Novo Turcijo. Nekaj smo že pojedli, ampak ne še vse. Počutim se kaj debilka, vam takole govorim v kamero. Natakeri so zelo prijazni. Nova hrana. Kaj je zdaj to? Kod, ja. Dober. Nova riba. Kod. To je z medom. Bolano. Spet s česnom. Onjami. Imate radi česen? Jaz ga imam, to čekor smrdim. Doroteja. Nekaj so pojedli, ja, sva site, sva, ja, in pa še malček piva, moje vino je že pošlo, tako da sem malo že vesela. Kakšno da bo ceno od 1 do 10? 9, jaz se strenjam, ja, sploh če ješ meso, imaš še ful več izbire, ampak že morska hrana, meni je bilo ful dobro. Kar v redu, edin za mizo se treba malo zboriti, nama je rad. Čakaj zdaj, tole. Greva proti Hemingwayu, čeprav tale telefon sploh ne ve, kje je svatoč. Hello! Hello, welcome to the paradise. Lepa dobrodošlica. Yes, mister? This is our cocktail book. If you need some recommendation, my name is Dario. Yes, we do. Se ne moramo odločiti, tle je vse, poglejte si tole. Poglejte si tole vse sestavine. Kje je ta Hemingway breakfast? A? Ne. Kje je? How long have you done this book? Sorry? How long have you done this book? A ja, se to je to Hemingway breakfast. Ne vem, bi imela tega. Yes. So lepo servirani. I bore with bottles. Tole je močno kasvina. And then this stranger was standing next to me and he's Do you like it? Like this? Yes, very strong, very good. Oh, only for action ladies.
4 zvezdice. Veliko gledal. Tak malo industrijski stil. Ima zanimiv to. Pa mi dober. Malo spominja na moja polica, ne? Recimo. Malo bičja je. Ok, pa nima je krok. Pa smo že prebrali. Tak, nov hotel. Doroteja je pa najbolj nadušena nad tem, ne? Posod imajo bombone! Različne bombone. Tako da, to je bilo to. Sobe vam žal ne bom pokazala, ker je ful mečkana. Pa nič posebnega ni bila, no, tako da ta lobby je pa fajna, ne? Teraso ste pa itak videli. Tako da, se vidimo. Evo. En teden je za nama, kaj lahko rečem, hitro je šlo, pozitiven občutek, dober vibe. Imam občutek, da nisem dosti videla in definitivno mislim, da bom prišla še nazaj, ker imaš in arhitekturne znamenitosti, zgodovinske znamenitosti, veliko takih žurerskih spotov, pa še morje, aj lahko boš. Se vidimo spet malo. Čau. Hvališ parking, oziroma je zaseden in greš v garažno in daš 170 € za parking. Če bi pa morala dati še 70. Model.